Zadrugo Konopko je leta 2014 ustanovilo 15 članov z namenom združiti znanje in izkušnje vseh, ki želijo izkoristiti potencial industrijske konoplje v Sloveniji. Danes je v zadrugi povezanih že več kot 150 fizičnih in pravnih oseb, imajo 4 poslovne enote in 2 zaposlena. Člani zadruge Konopko smo res različnih poklicev. Polovico članov je pridelovalce industrijske konoplje, ostali pa smo iz najrazličnejših vetrov. Vse pa nas nekako druži prepoznavanje trajnostnega razvoja, samooskrbnosti, potreb po zelenih delovnih mestih in pa seveda pomembnosti krožnega gospodarjenja. Industrijska konoplja je zelo pomemben in še neizkoriščen del krožnega gospodarjenja v Evropi. Pomembna ugodnost članstva v zadrugi je svetovanje pri predelavi konoplje na terenu. Člani prek zadruge kupujejo semena po nižji ceni, med seboj si delijo znanje in tehnološko opremo, po koncu letine pa zadruga od njih odkupi pridelek po pravični ceni. Spremljajo tudi razvoj in kakovost, krog pa je sklenjen z zadružnimi izdelki. Poleg spletne trgovine seveda prodajamo tudi po Sloveniji v trgovinah, na to smo zelo ponosni. Sploh z našo blagovno znamko. Pod našo blagovno znamko imamo olje, filtrirano, nefiltrirano konopljino olje, potem testenine, čaj, moka. Nefiltrirano olje je ekološko, z ekološkim certifikatom. Pravzaprav so vsi naši izdelki ekološki, samo za nekatere uporabljamo ekološki certifikat, za nekatere pa ne. Zadružništvo je prava stvar, pravijo v Konopku. Poleg razvoja konopljarske skupnosti jim zadružna oblika povezovanja omogoča raziskovanje potenciala te rastline tisočerih priložnosti. S partnerji razvijajo inovativne materiale, da bi še dodatno utrli pot konopljarstvu pri nas. V zadrugi Konopko smo se v prvi vrsti najprej lotili proizvodnje prehranskih izdelkov, kar je relativno najenostavnejši tudi postopek predelave konoplje, pri čemer pa nismo zanemarili tudi ostalih področji, in sicer v sodelovanju z različnimi inštituti, fakultetami, laboratoriji v Sloveniji sodelujemo od samega začetka, in sicer na področju biogranulata, to pomeni bioplastike iz konoplje. Potem naslednje področje je razvoj vlaknenih plošč, to pomeni stisnjenih plošč, ki so izjemno uporabne v pohištveni industriji in v gradbeni industriji. Skratka, sodelujemo z različnimi inštituti pri razvoju novih izdelkov, ki imajo potencial predvsem v gradbeništvu in v tehničnih aplikacijah. Povezani v zadrugo pa imajo slovenski predelovalci in predelovalci konoplje tudi močnejši glas. Že od ustanovitve se aktivno zavzemajo za spremembe zakonodaje na področju gojenja industrijske konoplje, ki bi jim omogočila večjo konkurenčnost na svetovnem in domačem trgu.